Kakšni so vaši vtisi? Kaj vam osebno pomeni Animateka? Mislim, da ne gre samo za dobre vtise ob Animateki, ampak gre nasploh za dobre vtise v Kinodvoru, ki postaja dejansko en prijeten in zelo gibljiv, to se pravi zanimiran prostor srečevanj pa dobrih filmov. In to sem vesela sem, ker je izgledalo lani to zelo, zelo obupno, sploh če se spomnimo 1. aprila, ko je prišlo do zaklenjenih vrat tukaj. K zaklenjenim vratom se vrnemo še malo kasneje. Zdaj me pa zanima financiranje same Animateke. Že prejšnje ministrstvo je odobrilo neka sredstva. Zdaj v sodelovanju z vašim ministrstvom, zdaj z novo vlado, pa vodstvo Animateke načrtuje oziroma upa na neke boljše čase. Se bo to zgodilo? Imate v načrtu še več sodelovanja z njimi? Predpostavljam, da če bodo delali tako naprej, kot delajo zdaj, bodo še zmeraj imeli dobre programe, se pravi dobre možnosti za to, da jim njihovi razpisi niso zavrnjeni. Tako da zgleda, da festival ima, oziroma kaže se, da ima dosti odziva, je pomembnejših regijskih festivalov, ki pridobiva težo tudi zunaj. Zato ne vem, zakaj bi mu Slovenija doma kazala hrbet. Super. Kinodvor. Lani 1. aprila zaprli vrata, zdaj se pa sliši nekaj o lovljenju oziroma iskanju izgubljenega zaklada. No, gre za projektor, ki je izginil. Danes ste rekla, da ste ga iskala, ste ga tudi našla. Danes sem si ogledala, bom rekla, nove ali prisilno nove prostore, kamor se je preselila Slovenska kinoteka oziroma pisarne in tudi ostale delavnice. Bila sem prvič v njih, šla sem pa pogledat, kje je tisti projektor, ki ga je direktor kinoteke odnesel, ključno tudi z nekimi drugimi aparaturami. Ta projektor je tam spravljen, seveda, ker gre za družbeno lastnino, kupljeno z javnimi sredstvi, je vmesno vprašanje, kaj z njim, zakaj je bil odtujen in tako naprej. Direktor pravi, da po načrtih, ki kot razumem so zelo samovoljno bili narejeni s prejšnjim ministrom in najbrž s kom. Animateka je na novo zaživela, se lahko isto zgodi tudi s Kinoteko, z vašo pomočjo? Kinoteka ima svoje vodstvo, ki je že nekaj časa in občinstvo bo presodilo, ali to dela v redu ali ne. Zagotovo je pomembno to, da se je s pomočjo še preteklih odločitev vendarle tudi tam uredila dvorana, tudi razmera med mestom in državo so se uredila zaradi te nesrečne nepremičnine, ki je bila v lasti mesta in potem morala država jo odkupiti, kar se je zgodilo na srečo še z rezerviranim denarjem iz prejšnjega mandata. Kakorkoli že, prav je, da živi tako kinoteka, tako kinotečni film kot animatični film, kot art mreža nasploh. Mene skrbi, da se je v preteklosti opuščalo skrbstvo za življenje art kinematografov nasploh po Sloveniji, da se je tista velika energija in zelo pomembni premiki, ki so se zgodili v preteklosti zahvaljujoč agensa vseh teh oživljanj filma, to se pravi pokojnega direktorja Slovenske kinoteke Silvana Furlana, skratka, da so sedaj zamrli in da ta art mreža po drugih krajih po Sloveniji je nekako usahnila, tudi zaradi tega, ker je zelo malo sredstev bilo planiranje.